Sem Tjaša Tolar, prihajam z Inštituta za arheologijo, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer proučujem rastlinske makroostanke z arheoloških najdišč. Gre za semena, plodove, les, oglje, ki jih najdemo v kulturni plasti arheološkega najdišča in proučujemo nekdanjo prehrano, pa tudi gospodarstvo recimo, ali je temeljilo bolj na nabiralništvu ali poljedelstvu in pa tudi o okoljskem rastu, torej katere rastline so uspevale v bližini tega najdišča, je bilo bolj močvirnato, travniško, pogozdeno in tako naprej. Tako da spremljamo v bistvu tudi okoljske spremembe, morda tudi klimatske na nek način. Do teh ostankov pridemo tako, da kulturno plast, sediment iz kulturne plasti spravimo na sita, jih mokro presejemo in kar ostane na sitih pogledamo, preberemo ven semena, plodove, les, oglje in jih poskušamo identificirati. Potem pa s pomočjo arheologov interpretiramo, kaj točno te ostanki predstavljajo, torej v katero obdobje jih lahko damo, ali predstavljajo prvo kulturno rastlino, že znano in tako naprej. Ja, prvi poljedelci so z Bližnjega vzhoda prinesli prve kulturne rastline, to so bili enozrna in dvozrna pšenica ter ječmen. No in koliščar iz Ljubljanskega barja so že v 5. in 4. tisočletju pred našim štetjem dobro poznali ta žita, so jih gojili. Poleg teh žit pa so gojili še oljnice, to so lan in mak in pa stročnico grah. No, nekje v 3. tisočletju pa so lan začeli uporabljati tudi kot vlakneno rastlino, torej za predivo. Ja, identifikacija ostankov hrane je izjemno težka naloga, zato so potrebne dodatne kemijske in pa mikroskopske analize, ki pa jih jaz s stereolupo z do 50-kratno povečavo žal ne moram ugotoviti. Ponavadi najdemo na dnu posod ohranjene ostanke hrane, vendar brez rastlinskih makroostankov, tako da brez kemijskih analiz tam ne gre. Sem pa imela priložnost na naselbini Most na Soči dobiti nekaj ostankov prav hrane in sicer šlo je za kaši podobno jed z oglenelo in sicer v njej so bili ostanki prosa, muhviča in ovsa oziroma rži, torej neko mešanico, kašo teh žit, ohranjeno v neki hiši, ki so jo arheologi interpretirali kot svetišče, tako da jih smatramo kot žgalno daritev. Poleg te kaši podobne strukture smo pa našli še kruhu podobno strukturo. Bila je porozna, podobna kruhu, vendar brez rastlinskih makroostankov. Ni bilo ohranjenih v njej, zato je težko spet trditi, zakaj točno gre. Več o tem bi nedvomno potrdile kemijske analize, tako da zaenkrat domnevno smatramo za kašo in kruh iz hiše številka 6 na Mostu na Soči. No, ko smo že pri kruhu, morda še zanimivost. Najstarejši kruh doslej so odkrili v Jordaniji, star naj bi bil približno 14 tisoč let, kar pomeni, da je starejši od poljedelstva, ki ga datiramo v času okoli 10 tisoč let pred našim štetjem. S tem smo v bistvu obrnili miselnost, da ni žito, pač pa želja po kruhu je bila tista, ki je privedla do kultivacije dobrih žit iz divjih vrst trav. Torej, prvi naseljenci so sprva uporabljali seveda divje sadeže in oreške, vse, kar so našli v gozdovih in gozdnem obrobju, to so bila divja jabolka, divje hruške, robide, maline, lešniki, želodi, žir, bezeg, dren, črn trn in tako naprej. To je trajalo vse do obdobja Rimljanov, ko so začeli kultivirati tudi drevesne sadne vrste, kot so breskev, marelica in tako naprej. No in če povzamem, katere so bile najbolj priljubljene, recimo na kolišču iz Ljubljanskega barja najdemo ogromno koščic lešnikov, zelo pa so bili priljubljeni tudi teli danes že pozabljeni plodovi, vodni orešek. Značilni so teli rogljički, ki jih najdemo skorajda na vsakem kolišču, torej je rastlina morala biti v tistem času zelo pogosta in tudi priljubljena vrsta. Gre za vodno rastlino, ki uspeva na počasi tekočih oziroma stoječih jezerskih vodah. Plodi takele oreške, v katerih so užitni oreški in še nedavno nazaj, v 18. in 19. stoletju, so jih na večjih tržnicah po večjih mestih v Evropi pekli, kot danes pečemo kostanj in ga prodajali. Torej, morala biti vrsta dokaj dobro prisotna v naravi, danes jo v Sloveniji skorajda ne srečamo več, morda v kakšnih botaničnih vrtovih. Druga zanimiva rastlina, ki so jo tudi nabirali, pa je recimo vinska trta, in sicer divja oblika vinske trte, ki je tudi danes že, lahko bi rekli, izumrla vrsta, jo ne srečamo več v gozdovih oziroma je zelo, zelo redka.
najdemo pač gojeno vinsko trto po vinogradih, ta divja vinska trta, ki je uspevala v obdobju kolišč, pa je morala biti v tedanjih gozdovih dokaj dobro prisotna. Tudi bečke vinske trte so namreč prisotne skoraj na vsakem kolišču in kar v velikih količinah, tako da je morala biti priljubljena vrsta. Morda so jo celo si prinesli k kolišču in jo gojili nekje blizu sebe, kajti v kulturni plasti kolišč smo odkrili tudi pelod vinske trte, kar pomeni, da je morala uspevati nekje blizu, kajti vinska trta ima zelo majhne cvetove in malo peloda, tako da če najdeš eno zrno, je že to velik dokaz o njeni prisotnosti. Recimo pšenica in vse njej sorodne vrste in varietete me ne prevzamejo toliko, ker jo pač danes poznamo, ker vemo, zakaj se jo uporablja, vemo, kako se jo goji, je izjemno prisotna in brez nje danes veliko jedi odpade, kot recimo kruh, peciva, testenine. Nekoliko bolj me prevzamejo rastline, kulturne rastline, ki so nekoč bile prisotne, pa so potem kar nenadoma izginile iz človekove prehrane oziroma so postale redke. Ena takšnih recimo je proso. Proso se je pojavilo v Sloveniji nekje 1000 pred našim štetjem, doseglo močan vzpon nekje konec bronaste dobe in celo železno dobo, pa tudi še v Rimu, potem pa kar naenkrat njeno pojavljanje upade. No in arheobotaniki po celem svetu se sprašujejo, od kod, zakaj, kje in kako je s tem prosom v resnici bilo. No in ugotavljamo, da je proso dejansko v tistem času predstavljalo nek dodaten vir hrane. Recimo populacija človeka se je v železni dobi močno povišala in tudi več hrane so potrebovali. In proso je bil nek tak izhod v sili. To je rastlina, ki je zelo neobčutljiva, ki prenaša tudi dobro sušne razmere in, kar je še najbolj pomembno, zelo hitro dozori. Od žetve do setve potrebuje le 60 do 110 dni, kar pomeni, da je bila rastlina lahko posejana po glavnem posevku in še pred ozimino setvijo. In je tako v resnici predstavljal dodaten produkt na poljih in tako nemalokrat rešil ljudi pred lakoto. No, danes recimo proso otroci skoraj da ne poznajo več, raje posežemo po rižu in naredimo riževo kašo namesto prosene.